Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba. Prisrčen pozdrav z Fazanerije, kjer bomo nadaljevali s 6. krogom slovenskega državnega prvenstva. Mura gosti Koper. Zelo pomembna tekma za ene in za druge. Črno-beli vstopajo v neko novo obdobje, okrepljeni, kar se tiče pisarne z investitorjem, pa seveda tudi z novim športnim direktorjem. Na drugi strani pa Koprčani, ki že kar nekaj časa iščejo pot iz krize. Tu vidimo v družbi predsednika Kopra Anteja Guberca Marijo Rubeša, v modrem nov športni direktor, torej Mure. No, na drugi strani pa torej Koprčani, ki bodo skušali narisati nasmešek na obraz Anteju Gubercu. Koprčani brez zmage že od obračuna z Runavikom, vse gre narobe, od takrat tudi jasno poraz na povratni tekmi z Runavikom in videli bomo, če bo ekipa Zorana Zeljkoviča danes delovala drugače. Torej že dve tekmi v tem krogu za nami, krog nekoliko okrnjen, kajti tekma med za Kasala, oziroma ne, Butica Kasala, Kasala je v napadu, desno je Kurtovič, Kasala je čakal s podajo, potem morda nekoliko premalo natančno podal, je pa to velika priložnost, ki jo zapravlja Butič, ampak bil je slednji tudi v prepovedanem položaju. Zreko tudi ne, kar se tiče trenerske ekipe, kar je sicer ne vsakdanje, ko pride investitor v klub, ampak kot kaže, so se pri Muri dogovorili na ta način. Zdaj pa priložnost za Kurtoviča. Kurtovič je v kazenskem prostoru. Kurtovič, Mura vodi! 18. minuta, spet je šlo pri Kopru narobe, vse kar lahko gre, in Kurtovič je to izkoristil ter proslavil zadetek za 1-0. Takoj okrog Obrenoviča Koprčani, pogled na častni del tribune, videli bomo v ponovljenem posnetku. Če bi lahko morda VAR tu vzel prvi Kurtovičev gol v tej sezoni, če se je zgodilo karkoli takšnega. Tu absolutno brez prekrška napako si je privoščil Kuček. In potem zelo mirno Kurtovič, ki je krenil sicer proti desni, zaključil na to tudi z desnico. Še vedno kar pošten debatni krožek na sredini igrišča, medtem ko mi spremljamo zaključek Kurtoviča, pa vendarle gre ob rob igrišča Rade Obrenovič. Skušam tudi sam tu zakriti s papirji ekran, da bi videl, ali je tu prišlo do prekrška, ali je to dovolj za to, da se odvzame gol. Prepričani so bili Koprčani, da je Kurtovič odrinil Gučka, pa poglejmo, kako se bo odločil Obrenovič. Glavni zavar je Alen Borošak. Rade Obrenovič kaže vsem, da naj mu dajo mir. Kapetanu bo seveda razložil pri Muri. Gol ne bo obveljal. Stanejo zvesti temu svojemu taktičnemu načrtu. Zdaj direktno podaja Skota, nevarno je za domača vrata. Facana ni uspel odbiti do odbitka Agjemank, ki ohranja Koper v napadu. Agjemank preigrava, deluje igriv in pogumen. Zdaj Pačkulja do žoge, Pačkulja, to je lahko nevarno. V prazno je šel Golubovič, naravnost v blok pa Leo Štulac. Tam znova v debati opozarja nogometaše na prerivanje. Sodniški dodatek pa se je medtem že začel. Dobra podaja v kazenski prostor, to bi moral biti še en kot. Totiko zdaj je že bil nek vsak dan pri Šiškarjih. So šli to pot tudi s tujimi nogometaši. Mura se zdaj
dobro brani. Še enkrat Agjemank v kazenski prostor. Nsana ima priložnost za sanski povratek, ampak zaustavlja ga Golubović. Z vlogo enega od kapetanov v tej sezoni pa torej posojen. Jelič Balta zdaj osvaja prostor. Strel Balte mimo gola in ostaja 0:0. Medtem za vstop pri Kopru Jevšenak obrača igro na desno. Priložnost zdaj tudi za strelo daleč, ampak Zalaznik na desno stran. Bobičanec proti Kurtoviću, slabo je žogo zadev Kurtović in nič na koncu z konkretnejšega za Kasalu. Nsana se gradi, ampak zdaj se je Kasalu oddolžil za napako pred nekaj trenutki. Jevšenak in Zalaznik. Zalaznik slabo, ostaja 0:0. Se Jelič Balta ne bo dal. In ukradel je žogo še Surdanoviću. Kako gre Jelič Balta, poglejte. In Kurtović na pravem mestu baš. Jelič Balta. Varna, dobra poteza Bobičanca. Kurtović, Bobičanec v blok. Potem so mu žogo snedli z noge nasprotniki. Kasalo. In žoga za Luko Baša. V takšnih obratih kot je, še več investitorjev, ki imajo domač pedigre. Zdaj je v napadu Mura. Petrović, tole je lahko nevarno. Kurtović, Kauter, kakšna obramba Luke Baša. Zdelo se je, da se je tu dotaknil žoge ali pa morda celo vratnica, no, glede na to, da ne bo. Tondo je desno, dobil je žogo Matondo. Matondo v kazenski prostor. Iz ozadja prihaja zdaj Agjemank. Agjemank do strela čez gol. Spet zanimivi vzkliki domačih privržencev. Njihovi ljubljenci pa se tu morajo braniti. Matondo, priložnost ima Tomek. Tomek mimo gola, pa ali je to mogoče? Nekaj težav s poškodbami v zaključku tistega obdobja. Bobičanec s podajo v kazenski prostor. Jelič Balta z glavo mimo. 85. minuta. Priložnost za peti kot za Kanarčke. 90. se izteka, tu je Ruedl. V kazenski prostor bo podal Matondo. 4 minute bo dolg sodniški dodatek, to je svojim semaforčkom pokazal Božo Kondič. Matondo, odbita žoga pri Tomeku, pa zdaj Agjemank. Spet so imeli domačini težave, ampak Koper se ne ustavlja. Nsana pokazal zdaj agilnost. Tomek je v kazenskem prostoru. Priložnost je imel zdaj Surdanović, ki pa je streljal mimo. Velika priložnost za Stefana Surdanovića. Nas še zanima v zaključku Ronkal. Kar nekaj vlečenja za dres. To je zdaj spet lahko nevarno. Nsana je čakal na podajo, ampak Surdanović ga ni uspel poiskati, tako da bi lahko Koper takoj zapretil strelom. Še enkrat Ronkal. Matondo. Ronkal. Koper zdaj poskuša proti Beriću. Gre žoga. Berić! Kakšen povratek Roberta Berića, dame in gospodje, v prvo ligo Telemach. Poslovil se je z zadetkom iz slovenskega državnega prvenstva pred 4836 dnevi. Danes pa dobil priložnost v zaključku. Upal je Zoran Zeljković, da bi se zgodilo prav to, kar se je zdaj zgodilo, da bi v izenačeni tekmi Robert Berić bil na koncu jeziček na tehtnici. Ni nekega pretiranega veselja pri predstavnikih Kopra na tribuni, so pa burno proslavili ta zadetek na klopi. Koprčani, krasno je skočil Berić, izjemen zadetek.
njegov 40. v prvi slovenski nogometni ligi. S pomočjo vratnice Berić, Roedl mu je stekel v objem, tudi Tomek. Zoran, prišli ste do zelo pomembne zmage v zaključku tekme. Zdaj, če greva čez ves obračun, v prvem polčasu se je videl nek krč. Na eni in na drugi strani se je iskal ritem, v drugem delu potem več priložnosti. Vi ste na koncu odnesli vse 3 točke. Kako ste videli tekmo? Res je, ja. Bili smo prisiljeni tudi prvič v življenju sem pač se odločil, da igramo tudi v drugem sistemu, kajti vedeli smo, na kakšen način nasprotnik igra in kakšna bo tekma. Tako da nažalost imamo res ogromno nekih težav, ki nismo optimalni, ampak fantje so v tem trenutku dali maksimum in iz tega razloga bili tudi nagrajeni. Kako ste doživljali tiste trenutke, ko ste trpeli, ko je Mura imela tiste minute? Z menjavami ste sicer nekako ohranjali ritem, ampak vseeno, če bi takrat Mura zadela, bi najverjetneje bilo tudi z psihološkega vidika zelo težko dvigniti fante. Sigurno, Mura je pač fizično močna, agresivna, teren težak, moraš pokazati kvaliteto, mi pa nismo v trenutnem momentu, da bi to pač trenutno izigrali, ampak se pravim, ko si v težkem momentu, se moraš boriti, moraš prvo tako srečanje tudi zmagati, malo jaz temu rečem na borbo in verjamem, da če se bomo zavedali, da ni bila to naša individualna tekma, ampak fantom sem rekel, da so na 30%, razumem, da je psihološko težko, ampak še zmeraj smo v dobri situaciji, prvenstvo je dolgo, tako da sem optimističen. Robert Berić, kaj reči po takšnem povratku? Pred tekmo sva govorila, da če bo napeto blizu, da se bo potreboval kakšen zadetek, da ga boste dali v igro in potem se vam je v bistvu zahvalil na najboljši možen način za to priložnost za povratek v prvo ligo. Mislim, da ga vsi poznamo, midva so bila celo soigralca, se pravi, zdaj ne vem, sem jaz mlad ali on star, ampak vedel sem, da če mu bomo pripravili priložnost, da jo bo izkoristil. Hvala, Zoran. Mitja, boleč poraz, vsekakor fantom najverjetneje ne morete ničesar očitati, razen morda neučinkovitosti pred golom nasprotnika. Kako ste videli tekmo? Ja, težko je zdaj strniti misli takoj po tekmi, ampak mislim, da je ena dobra tekma z naše strani, res fantom lahko samo čestitam za pristop, za tudi kako smo igrali nogomet, kako smo prihajali do priložnosti, predvsem drugi polčas smo tu bili res dobri, nažalost pa nogomet ni vedno pošten, ampak jaz sem prepričan, če bomo tako nadaljevali, da nam bo se to prej ali slej vrnilo, ko ste rekli, učinkovitost ni bila na željeni ravni in potem je v nogometu tako, da dobiš ta zadetek in tukaj trenutek, bom rekel, nezbranosti pri branjenju boksa in Robert Berić, kvaliteta, ki jo ima, je pokazal in nažalost smo tekmo izgubili. Treba se zdaj dobro regenerirati in iskati točke v naslednjih tekmah. Vem, da trenerji ne radi govorite o sodnikih, ampak danes je tu na Fazaneriji gorelo tudi med navijači tisti razveljavljen zadetek, ki je bil, mislim, da največji kamen spotike. Kako ste vi videli situacijo z roba igrišča, pa tudi sicer nekako kriterij, ki je spravljal v živce ene in druge, se je zdelo v različnih obdobjih tekme? Ja, bi se strinjal, se pravi, ne komentira rad sodnike, ampak danes res bi pričakoval od sodnika nekako boljšo predstavo, on je naš najboljši sodnik trenutno in ne vem, ni bilo neke linije, piskal je male favle, vseeno to je nogomet, moški šport, in potem mislim, da tudi vplival na malo na neko, bom rekel, dinamiko igre, cele tekme, kar se pa tiče gola, mislim, da takšnih situacij imamo ogromno na tekmi in če bomo
oziroma če bodo sodniki vsak zdaj duel, vsak malo neko rempljanje, bom rekel po domače, piskali, potem ja, bo to na tekmi 200 faulov in ja, škoda, tako je, moramo to sprejeti. Jaz bi si želel, da take situacije, predvsem fante, še bolj dvignejo, da še pokažemo, da smo pravi, da nas to nekako ne vpliva na našo igro. Ampak pravim, tega ne moremo spremeniti, nažalost danes ni šlo v našo smer, ampak še enkrat povem, če bomo tako nadaljevali, bomo še ja, zbirali veliko točk. Mitja, najlepša hvala. Hvala tudi vam. Aleš, tekma, kar se tiče tega, da oddelana zagotovo dobro z vaše strani, če dava rezultat na stran, vi ste potrošili ogromno energije, imeli tudi težave s krči na koncu. Neučinkovitost pa je tisto, kar je ob morda še tistem razveljavljenem zadetku odločilo. Koper do vseh 3 točk, kako ste vi videli današnjo tekmo? Ja, najprej bi rad pohvalil celotno ekipo, se mi zdi, da smo odigrali eno fantastično tekmo. Tako da se mi zdi, da si je danes Mura zaslužila vsaj piko, če ne več. Bilo je veliko pozitivnih stvari, dobro smo igrali in sem ponosen na fante, tako da gremo naprej in vidimo, kako bo. Vaš trener je že izpostavil Robert Berić, ko se mu pusti preveč prostora, danes se je v bistvu epsko vrnil v slovensko ligo. Vam pa verjetno prav neka taka izkušnja manjka v napadu, ker je bilo več kot dovolj priložnosti, da bi z neko mirnostjo vi bili tisti, ki bi prej povedli, pa prišli na koncu do zmage. Jaz mislim, da je Kenan oddelal eno super nalogo, ga moram res pohvaliti. Žal smo imeli razveljavljen zadetek, ki ga je tudi on sam priboril in se mi res ne zdi, da potrebujemo neko kvaliteto, ker jo res imamo v napadu. Najlepša hvala. Hvala vam. Robert Berić, sanjski povratek v prvo ligo Telemach, vaš trener, ki se je pošalil po tekmi, tudi vaš nekdanji soigralec, da ne ve, ali je on tako mlad, ali ste vi že v bistvu zdaj bolj v letih, je pred tekmo dejal, da vam bo dal priložnost, če bo tekma egal v zaključku, da potrebuje te izkušnje, kvaliteto in vi ste mu vrnili v najboljšem slogu. Kako ste videli v bistvu vaš povratek v prvo ligo, zadetek, to današnjo tekmo? Ja, prvo hvala za čestitke. Definitivno je on še mlad, jaz sem še mlajši. Tako da ne, ja, vedno je to ta prva tekma po dolgem času, po res težki poškodbi, malo dodatnega elana sigurno za mene. Tako da ja, ne bi si mogel želeti lepšega uvoda. Tekma pa sicer zahtevna, tudi to, kar ste spremljali z roba igrišča, Mura tekaško razpoložena, pri vas se je videl nek rezultatski pritisk zaradi teh zadnjih tednov, ampak tudi tako na silo se mora priti do zmage, kar je bilo najverjetneje najbolj pomembno danes. Pa ja, sigurno, mislim, igraš v gosteh, vemo, da je tukaj zelo težko gostovati, Mura je ena trda ekipa, tako kot ste rekli, mi smo mogli zmagati na silo, pač tudi če ne igramo nekega lepega nogometa, danes so bile res pomembne 3 točke. In to nam je uspelo in zdaj z neko pozitivo probati obrniti vse v drugo smer. 2013 ste se poslovili od prve lige, kakšen Robert Berić se zdaj po 13 letih vrača nazaj v Slovenijo, kaj vse ste se naučili, priučili, odnesli od tujine? Pa dobro, res sem bil dolgo časa od zunaj, zdaj lepo je biti spet doma. Sigurno imam še motivacijo, zato sem tudi tukaj, tako da pač rad imam nogomet, rad če igram, pač se pravim, če bo zdravje, bi še nekaj časa rad igral. Robert, najlepša hvala. Hvala tudi vam.